Mati, Si je želela, da bi bili vsi zbrani. oče, Se je želel napiti in imeti mir. hči, Si je želela snega. sin, Si je želel, da bi bil kjerkoli drugje ali mrtev. Po hiši je po maminem izboru že od jutra donev Mozart. in šel na živce vsem preostalim. Lahko bi rekli, da je bil tisti božič zelen, ampak v resnici je bil rjav. Božična jelka in darila pod njo. Oče je naredil jajčni liker. A nihče v družini ni znal povedati, ali mu je uspel ali ne. Hči je želela odpreti darila, Toda dogovor je bil, da bodo to storili šele zvečer. mati je vztrajala, Da je to edino kulturno in bogaboječe. ostala je zataknjena v 19. stoletju. O tem je pričala tudi slika Sisi na steni dnevne sobe. Oče je razmišljal, Kaj je storil s svojim življenjem? sin je razmišljal, Kako bi zavozil svoje življenje? Hči je sicer imela nekaj upanj, a ne pretiranih. Mati je vsakih 10 minut povedala, Da je presrečna. hči je rekla, da ima na faksu povprečje ocen 8,95. oče je rekel sinu, Naj se zgleduje po sestri. sin je rekel, Da se bo mogoče vpisal v vojsko. oče je odprl steklenico viskija, Da bi nazdravil s sinom. saj ni vedel, da provocira. Na samem je hči rekla bratu, Da se ji zdi škoda, da ni noseča, on pa odvisen od drog. mati je to vseeno slišala, In šla jokat na stranišče. potem Je dala Mozarta še bolj na glas. hči je rekla, Da je bil seksualni manijak. oče se je smejal in rekel, Naj mu pove več o tem, da ga bo lažje prenašal. mati, Je spet šla jokat. večerja je bila obilna in dolga. Oče je dolival sinu, hči pa materi. Ki se je malo zasmilila. Ko so pojedli in je očetu uspelo zakuriti v kaminu, so se končno lotili daril. Mati je obdarovala, S poezijami doktorja Franceta Prešerna. šlo je za neko, Luksuzno omejeno izdajo. kakršne izidejo samo približno 3-krat na leto. Oče je vsakogar obdaroval, Steklenico vina. hči je svojim podarila Ročne izdelke, ki jih je naredila sama. Držalo za kulje, Šatuljo za nakit. In ročno pobarvan etui za telefon sin pa se je izkazal, s 3 zavojčki žiletk. mati je doživela močan izpad. In šla jokat na stranišče. oče se je krohotal. Hči pa je tiho zapustila dnevno sobo in šla kadit na balkon. Zrla je v temo in se spraševala, kako praznike preživljajo njene cimre. In skratka, to dobiš, če poskušaš pri življenju obdržati truplo. Poezijo, ki jo že poznaš, vino, ki ga boš spil in pozabil, kramo, ki je ne potrebuješ, in ne pretirano subtilen namig, kaj lahko storiš glede vsega tega.